Spoštovane in spoštovani, gledate kviz Poberi v mestu na TV3. Danes se bom odpravil iskati nove lokacije, medtem ko pa bom iskal nove lokacije, vas povabim, da si pogledate posnetke, ki so nam najbolje uspeli, naše tekmovalce, ki so najbolje odgovarjali in stvari, ki so nam bile najbolj všeč v dosedanjih epizodah kviza Poberi v mestu. Lepo se imejte, gledajte nas še naprej na TV3 in se vidimo. Jaz pa bom poiskal kakšno novo lokacijo. Čau! Bu! A sem vas ustrašil? Kolikšna je najvišja dovoljena hitrost na slovenskih avtocestah? Imaš izpit za avto? Ne. To pa potem je. 180 km. 180 misliš, da je najvišja dovoljena hitrost na slovenskih avtocestah? Da se Slovenci malo zgledujemo po Nemcih. Da kar gremo. Aha, ne. Ne? Rečem 160. Ok, pa še malo dol. Aha, ok, 150. Ok. 130. Aha. In to se ti zdi, 130 se ti zdi kul. Ja, 120. Se mi zdi še boljš. Se ti zdi še boljš 120? Mogoče, a ne? Mogoče? Ja. Mogoče tudi ne. Mama na voljo. Mama na voljo zdaj 3 stvari. Ena je, da narediš izpit za avto. Druga je, da zamenjava vprašanje. Ali pa pač nekoga prosi za pomoč, ali pa da greš suvereno z eno izmed hitrosti, ki si jih rekla. Torej 120, 130, 150, 160 ali pa 180 km/h. Bom vprašala nekoga, ki ima avto. Boš vprašala nekoga, ki ima izpit za avto? To se meni zdi kar okej opcija. Okej. Koga pa mala tukaj nekaj, ki ima izpit za avto? Ti imaš izpit za avto? Jaz sem! Ne, To je kar pretkano sicer. kolegi okoli. Kolegi, okej, kjerega kolega bova pa poklicala? Nekoga z ulice? Nekoga z ulice, super, nekdo iz ulice. Tamle je en kompanjon, ki je slučajen tukaj zraven na ulici z nama. Kar predvsem. Živijo? Živijo. Pozdravljam kolega z ulice. Ti imaš izpit za avto, ja? Nimaš izpita za avto, ampak veš, katera je najvišja dovoljena hitrost na slovenskih avtocestah? 130 km/h. In si suveren na ta odgovor. Sem suveren. In misliš, da bi tudi Pika mogla odgovoriti na to na ta način? Ja. Pika, sprejmeš njegov odgovor? Sprejemam. Se pravi 130, 130. ni 180. Ne. Ok, 130 km/h, tvoj zadnji odgovor je pravilen. Je pravilen. Čez prvo vprašanje sva že prebrodila, a ne? Glede na to, da nimaš izpita za avto, verjamem, da bi to tudi najtežje vprašanje, zdaj naprej gre pa kot po maslu. Najlepše ti hvala za pomoč, evo, mogoče si... Zakaj? Ti hvala, čau. Torej, sedmina vprašanje mem, zdaj pa je čas, da greva kar naprej. Hey, thanks. You're welcome, fam! Živijo, gospodična! Živijo. Kako si? V redu? Ja, Ti? kam? Zdaj sem boljš, kot tebe vidim. Hvala. Kam se odpravljaš? Na kavo tukaj. Na kavo se odpravljaš. A si za eno akcijo, da greva jaz in... Ne se ni zgodilo, da greva jaz in ti na eno kavo. Lahko? Ja. Kateri živi fosil se uporablja za izdelavo zdravil, za izboljšanje miselnih sposobnosti in spomina? Bi te vprašal, če kaj poznaš že žive fosile, a ne? Pa bolj ne, bolj ja. Bolj ne. Ja, to je v bistvu najstarejša nekako še živeča vrsta drevesa na svetu. In fosili sorodnikov teh dreves izvirajo izpred več kot 200 milijonov let, tako da se klasificira nekako kot fosil. Se pravi, iščeva pa živi fosil, ki se uporablja za izdelavo zdravil, za izboljšanje miselnih sposobnosti in spomina. Mava kakšno idejo mogoče? Zdaj razmišljam o tem, kjera drevesa poznam. Okej. Tinko, binko, pobalinko, naš fosil se imenuje... Joj. O ne. Kako bova odgovorila na tole vprašanje? Mava kaj v mislih?
kakšen fosilček, kakšno drevo. Ja, razmišljam o drevesih, ampak joj. Torej, živi fosil, rima na tinko, pa na vinko, neko kar lepo slovensko ime, a ne? Pa kalinko. Joj. Ker lahko zmantrava, da je te končnice so podobne. Ja. Joj, ne bo šlo. En odgovor bom rabil od tebe. Patricija, malo te bom zdaj tukaj poforsiral, če lahko tako rečem. Ampak zdaj, ko vem, kaj se rima na to. Ja, zdaj so se te celice vklopile, ne, pa razmišljam. Ja, ampak joj. Ne bi vedela, res. Evo, nekaj reči, mogoče ti barata. Kaj se rima na tinko? Katero drevo se rima na tinko? Ja, to je dobro vprašanje, ki bi ga zastavljaš in bi ti enako lahko zastavil nazaj. Ne vem, moja glava je prazna. Ne čista, ne čist. A je slovensko poimenovanje za to drevo ali... Ja, je pa ni, a ne, je pa ni. Res. Ne pomagam ti velika, ne? Ne, res predam se. Joj, ne vem. Evo, sam nekaj, karkoli. Bukov, saj vem, da se ne rima, ampak je tako drevo, ki ga imam v glavi že od začetka. A rečeva bukov. Ja. Recimo, rečeva bukov, ampak ga ne, nažalost bukov ni bila v tem spektru. Pravilen odgovor je ginko. Ginko, pobalinko, tinko. Ja. Ampak Patricija, hvala ti, najlepša ti hvala za sodelovanje. Ko ti rečemo, lahko potem klapiš, pa rečeš. Klapi, potem klapiš. Dober dan, pozdravljeni na tržnici. Sprašujem par vprašanj imam, ja. En kviz igramo, Poberi v mestu je naslov iz TV3-ja. To pa ne gledam jaz. Ne gledate? Tudi jaz ne. Res ne? Ker to poneumlja ljudi, se to veste. A televizija nasploh, ali kako? Ne, take vdaje. Aha, To kvizi. poneumlja ljudi. Zakaj pa? Ja, zato, ker poneumlja. Katere živali se pridobiva kašmir volna? Iz kašmirskega goveda. Goveda? Ste prepričani? Poznate to vrsto goveda ali je to bolj ugibate? Bolj ugiban, ker manj hlače iz kašmirske volne, to je zelo draga stvar. Ja, res je. Zelo super na otip, mehka, voljna, topla. Tam nekje v Himalaji jo Himalaji. pridelujejo, pridobivajo. Torej, kašmirsko goveda je zadnji odgovor ali si bova še kaj premislila? V Himalaji, tam visoko, na 2000, 3000 Ja, tam so gorske metrih, koze, še več tar, verjetno. sam to vem bolj iz križank. Prav. Vi povejte, vaš odgovor bo zadnji odgovor, ampak še vedno si lahko premislite, a ne? Premislim v kaj? Kakšno možnost pa še imam? Ne vem, ne. Poklicati koga? Ne, žal ne. Torej, rekli ste kašmirsko govedo. Ja. In zdaj moram... Všeč ste mi, zato vas malce vam povem, da še razmislite. Zdaj moram povedati točno žival, ne? Tako Ja, da se tako to je, razumem. tako je. Ja. Se pravi, moram, koliko imam izbiro med gorsko kozo, med lamo, med
in med govedoma, ne? Ja. Več vam ne morem pomagati, to je 7. vprašanje, zadnje vprašanje, najtežje. Lama. Lama, Ja. zadnji odgovor. Ja. Žal ne, je pa, veste kaj, koza. Ja, gorska koza sem tudi prej rekel. Vem, da ste Elga. rekli, zato sem Ja. vam rekel, če si boste premislili. Gospod Marjan, zelo me je veselilo. Tudi mene. Zelo daleč ste prišli, Ja. hitro je šlo. Hvala vam. Iskanje 4. A je 4, ano? bolj živo to. Čak, mogel sem se pozanimati, a je 4? Po mojem je 4. A te še enkrat poklapam, ja? Daj še enkrat. Ajde. Čakaj. Ajde, klapa. Iskanje 4. Bom počakal na grm. Ja, bom vključil. Kateri plin izdihujemo v procesu dihanja? Kisik ne, ampak kisik ne, kaj pa to je drugo. Tisto ima dve molekuli kisika, ali kako že. Ja, to je pa to slabo sem. Kaj je že drugo? Vse vedno. Kaj je drugo kot kisik? Ja, kisik porabljamo mi v telesu Ja. zato, da ga vdihnemo, Drugo izdihnemo. kot kisik je pa tisto, kar- dušik. Ni. Tudi Ne, dušik ne. je v zraku, ja. Ampak veste kaj, to pa rastline porabljajo ta plin, zmes. Plin, zmes, kisik. Zmes kisika in še enega. Dušik je pa... Aj na ni. Če pri gorenju tudi nastaja, Vse vem, pa ne vem. vse veste, pa ne veste, ne? Kaj pri gorenju nastaja dim, ampak v dimu je pa... Kaj nastane, če kurimo? Zdaj vam že malce pomagam, to vam zdaj. Potem tako pomagal, da mi že več ne morete. Ja. Slaba Ali pa kaj damo na žar. Lahko je plinski, lahko pa je ogled. ogljev. Super, ogljev, ja. Ja. To je taka, Oglik, ja, ampak ni, ni oglik, dušik, oglik. ni ogljik, ampak je ogljik vezan na kisik. Kaj bova mi dva še porabila pomoč, Ja. gospa? Lahko, ne, še porabila pomoč. Je čas. Je čas, evo, koga boste poklicali? Prvo bo na drv. Ne, Ja, ali bom pa sina. Sina, Ta ja. bo bolj umirjen. Ali pa Sin na bo bolj umirjen, pa kemijo je imel še Ja, vprašanje. bi že nedavno to- nazaj, Imam verjetno. zelo starega sina, če. No. Ja, če ima 50 let, pa je že v letih. Ja, no. Torej, vprašanje, Igor, kaj izdihujemo? Jaz sem na kvizu, a izdihujemo dušik, kisik, kaj še to je? C2, CO2, CO2. A je pravilno? je pravilno, a zdaj pa še ga vprašate, kako se to Kako se pove pa z imenuje besedami. z besedo? Monoksid prav. monoksid ni pa- to prav. Da, CO2. CO2. No, dobro, CO2. A je dovolj? CO2 je pravilen odgovor. Hvala lepa. Adijo. Prav, bomo šteli kot pravilen odgovor CO2, Ja. drugače pa je to ogljikov dioksid, Dioksid, sej, ki tle ga smo tudi bili. rastline porabljajo za... Ogljik, dušik, ogljikov. Ja. Tako. Sedaj pa bova se z gospod Marijo še malce pogovorila, počakala, malce spočila, mi pa si privoščimo oglase.
mi smo spet po ulicah Ljubljane in lovimo ljudi v Ljubljani. Do takrat pa vas lahko zabavam z nekaj zabavnimi dejstvi o Sloveniji. Recimo, a ste vedeli, da je Ljubljana prestolnica Slovenije? In gospodiča, živijo, katera reka teče čez Ljubljano? Soča. Ti pa praviš? Ljubljanca, ti imaš prav. Lepo pozdravljeni, mladeniči. Vas lahko zmotim za sekundo? Lahko? No, to všeč mi je ta pristop. Kako ste najprej? Super. Super, odlično. Pa vi? Odlično. Zdaj, ko vidim, da ste vi tukaj, sem še boljši. In jaz sem tukaj, da vam poboljšam ta dan v resnici. Mi se gremo en kviz, ki se imenuje Poberi v mestu. Kviz Poberi v mestu. In princip je tak, da vam zastavim ene 7 relativno lahkih vprašanj, vi to z lahkoto odgovorite in pol vam jaz dam 40 evrov. A se zavaš? Ne, resen sem, total čisto resen sem. Ja, ja, normalno. Zato te bo pol 120 evrov pošlo, na vse bo 40, ali? Jaz sem za. Če ste vi za, evo, vsak mu dan 40, če boste zmagali ta naš kviz. A ja, to moramo vse prav rešiti. Ja, mislim, načeloma to tako zadeve delujejo, a ne, pač zmagate, dobite Pa jaz kaj. mislim, da je to kaj milijonar, da vam bo lestvica. A, da te jaz ti dam 40 evrov, pa rečem, ajde, gremo malo odgovarjati. Ma ja, dej, zastavaj. Smo za? Smo za. Odlično, najprej se bomo predstavili. Marcel, Sem Boris. me veseli. Živa, Marcel. Marcel. Jan. Definitivno, TV3. Kateri roman so našli pri morilcu Johna Lennona, Marku Davidu Chapmanu? Kateri roman so našli pri morilcu Johna Lennona, torej Marku Davidu Chapmanu? Avtorja J.D. Salinger, torej rojen 1919. leta je bil ta avtor. Je pa pripadal v bistvu generaciji nekako glavnih ameriških romanopiscev 20. stoletja. Ja, ne vem, ne morem se zdaj iz glave spomniti tega imena, samo mogoče lahko pokličem koga, mi bo povedal. Lahko nekoga pokličeš, v redu, koga kličeva? Pa ne, eno prijateljco bom poklical. Prijateljca kličeva? Ja. Upava, da se ona zanima za romane, da pozna zgodbo. Evo. Mogoče se zanima za romane nasploh, mogoče se zanima za Johna Lennona in potem pozna njegovega morilca. Hola, hela, a bi mi ti povedala eno vprašanje, ki ga moram kle na enem kvizu odgovoriti. Ok, kolegica pomaga. Ja, Ponovim vprašanje. Dej povej še. Kateri roman so našli pri morilcu Johna Lennona? Kateri roman so našli pri morilcu Johna Lennona? Torej pri Marku Davidu Chapmanu. Pri Marku Davidu Chapmanu. Roman je napisal J.D. Salinger. Govori o mladostniški upornosti. O mladostniški upornosti govori. Pa drugič. Ja, okej. Ajde, čau. Kolegica pozna romane, tega pa ne, ali kako? Ne vem, zgleda ne. Nažalost ne ve ona odgovora. V redu, potem, kako bova s tem zadnjim vprašanjem, bova ugibala za kakšen roman? Imaš kakšno drugo idejo, kaj bova tukaj naredila? Zdaj te pomoči sva nekako pokoristila, ne? Ja, lej, ne, kaj naj ti rečem, torej, samo še, da zdaj razčistva tole zadnje vprašanje bova opustila, ker odgovora ni, ne, torej, ga bova smatrala kot napačno odgovorjeno, napačni odgovor na to zadnje vprašanje. Pa še vseeno, ne, do zadnjega vprašanja si prišel, kar je tudi kar velik, ne, dober dosežek. Ja, najlepša hvala za sodelovanje. Da ti še povem odgovor na to zadnje vprašanje. Varuh v rži se imenuje. Rž, ne? Catcher in the Rye, angleško. Se ne bi spomnil. Si že slišal, ne? Catcher in the Rye. Nikoli ne bi se tega spomnil. Ampak ne pride. V redu, vseeno, najlepša hvala za sodelovanje. Super je bilo, zabavno je bilo, veliko nekih stvari si vedel in tudi razsvetlil naše občinstvo. Koran. Za sekundico. Hello je rekel. Ja, to, ja. Bi pa dalje po slovensko lajali na njega. Kaj? Bi pa dalje po slovensko. Ajmo malo. Klapni. Teče kamera. Klapni ga. Nisi jezen, Teče. Ja, zelo jezen. Si ti tudi? Telefona tiho. Jezen? Smo. Nikoli. Ne, lahko klapne. Klapuj. Poberi v mestu, igra 1, tek 1. Kakšna je časovna razlika med Londonom in Ljubljano? Časovno razliko iščeva tukaj.
Ne, imava časovne pasove Ja. in med Ljubljano in Londonom imamo drug čas. Se pravi, Velika Britanija. Ma kaj sem, 1 ura? 1 ura? Ja. Se pravi, razlika časovna je 1 ura med Londonom in Ljubljano. In je to tvoj zadnji odgovor? Ma. Ja, 1 ura je tvoj zadnji odgovor je pravilen odgovor. 1 ura je zares razlika med Londonom in Ljubljano. Ja, v drugih časovnih časih sta, ne, mislim, časovnih časih. Veš, kaj hočem reči, sem se zagovoril. In ti to odgovoriš z lahkoto in mi ti damo 40 evrov. Se dobro, ne? Sliši se dobro, no? 40 evrov pride prav. Da, pride po. Ne bi smel preklinjati. Dobre, zdaj je, kar je. Zdaj je, kar je. Čak vam bom povedal, kdaj. Ja. Ok, lahko. Dajki. Lahko. Ja, ok. Delo katerega znanstvenika so močno zaznamovali Galapaški otoki? Ta znanstvenik je Galapaške otoke obiskal v bistvu v okviru svojega prvega potovanja z ladjo, ki se imenuje Beagle, se pravi kot pes, v letih 1831 do 1837. To je Darwin. Ja. Neki, sam ne vem, tako celo ime. Darwin se pravi, govoriva o Charlesu Darwinu. Ja, se pravi o gospodiču, zaradi katerega je tudi ta teorija o evoluciji pomembna v današnjih dneh in verjetno bo še naprej. Charles Darwin je tvoj zadnji odgovor? Charles Darwin je pravilen odgovor. Evo, pa so že na polovički vprašanj pri ekstra, ne? Vse kar gre čez, ne? Pri vprašanju številka 4 sva. A zkdaj bil na Kitajskem? Ne. Nisi bil na Kitajskem. Si želiš iti mogoče na Kitajsko? A te niti ne mika Azija, mogoče kakšni drugi deli? Ma kaj sem, nič me ne mika. Nič se ne mika. Slovenija, posod je lepo, ampak najlepše je doma varianta. Ja, tako je. Okej. Okej. Igra 1, take 1. Dober dan. Nec je moje ime, pozdravljeni. Vladimir Rušak, glasbenik. Glasbenik? Ja, tako. Kaj pa, s čim se ukvarjate? Narodno zabavno pojem. Narodno zabavno. Pojete? Ja, pojem. Imate ansambel? Ne, nimam ansambla, še zdaj bom sodeloval z enim fantom. Bil sem pa na Polki, Majolki, glasbeni ključ. Aha, na teh festivalih. Zdaj na Pustek Livec smo delali tudi televizijsko oddajo Polka, Majolka. Super. Tako da smo nekaj posneli. Aha, torej ste prijatelj s kamerami. S kamerami sem prijatelj. Snimajo. Ja, prav. Nec je moje ime iz TV3, delamo eno oddajo Kviz poberi v mestu. Ja. Postavljamo 7 vprašanj, takih splošnih, ne preveč težkih. In če prav odgovorite, lahko eno zamenjate in eno poiščete pomoč kje in potem podarimo 40 evrov nagrade. Aha. Kakšne vprašanja pa so? Vprašanja so pa splošna razgledanost, včasih kakšno malo težje, malce vam itak namignemo, lahko zamenjate. Tako, ste za? Boste igrali z mano? Super! Zakon. Odlično. Našel sem gospoda, kako ste rekli, da vam je ime? Vladimir Rušak. Vladimir. Gospod Vladimir bo igral z nami. Iz Ljubljane. Iz Ljubljane. Super. Začnimo kar, a? Ja, lahko. Prav. Kateri 2 črki predstavljata kemijski simbol za magnezij? Magnezij? Ja. 2 črki, ponavadi jo vzamemo iz imena. Magnezij je pa tista, ki piše tako kot dvojni V, ne se vidi, da je nekaj taga. Dvojni V. Ali pa magnezij piše tako nekako. Ja, magnezij piše, zanima pa me, ker to so potem take kratice, ko so tudi not v tistem periodnem sistemu, pa to... Aha, to so pa tiste drobne črtice. In zdaj me zanima, kateri 2... Magnezij je prvo mesedi, ne? Ja, zanima pa me, kateri 2, če je okrajšava za magnezij, kateri 2 črki se napišeta. Tako kot je O za ogljik, ne, za kisik. Po moje M-A, pa je G. M je pravilen odgovor, ja. Magnezij je nekaj taga. Magnezij. Jaz mislim, gospod Vladimir, da mi dva s tem vprašanjem še malce pomučila. Bomo pa si privoščili najprej oglase in po oglasih videli, če bomo uspela z 3. vprašanjem ali pa ga bova mogoče zamenjala oziroma poklicala na pomoč. Dobro. Privoščimo si oglase.
Pozdravljeni, TV3 gledate kviz Poberi v mestu. Vladimir, mi dva sva ostala pri tretjem vprašanju. Ja. Še enkrat ga bom prebral za tiste, ki so se nam morda zdaj pridružili ob televizijskih ekranih. Kateri dve črki predstavljata kemijski simbol za magnezij? Prišla sva že do tega, da to velikokrat piše kar magnezij, ali pa da piše nekaj ste rekli MAG ali nekaj. Zdaj pa jaz prav potrebujem dve črki, ki predstavljata ta simbol. To so prav dogovorjeni po celem svetu. In me zanima zdaj, če tega ne veste, mogoče lahko koga pokličeva še in izkoristiva pomoč. Magnezij, čakaj, jaz mojega prijatelja poklicali. Poklicali prijatelja. Katerega prijatelja? Davida bom vprašal, če on kaj ve za magnezij. Prav. Iščeva dve črki, ki uradno, to je 8. najpogostejši element, ki predstavlja 2% zemeljske skorje. Ne pove, kako se to reče. Kako se je kratica, ja. Kratica za magnezij. Kako ste rekli, da ime gospoda? Živijo, David, Vladimir tle. Ti tlele bomo nekaj snemamo, pa me zanima, a mi ti veš za magnezij, kako se napiše? Magnezij. Kratica, kakšna je? MG, okej, hvala. MG je. MG je pravilen odgovor. Zdravite, gospodu Davidu, če zmaga, morate mu neko kavico častiti. Ja, bom, ni problema. Prav, magnezij je, torej, predstavlja tega simbol MG. MG, ja, točno. Super, evo. Marcelino, malo počakaj. Jaz sem ready. Aj. Jaz tečem. Poznaš Janjo Cvetko? Ne, pusti me primir. Tjaša Drniković? Ne. Znaš kot Barakak? Ja. Pa ja. Ja, ker po meni dežuje. Se prav. Ampak meni je okej. Ti si se postavil, si rekel, Brigate. Smo. Pokloni se in začni. Katere barve so cvetovi paradižnika? Katere barve so cvetovi paradižnika? Zdaj, za paradižnik sam po sebi veva, da je rdeč, ampak katere barve pa so cvetovi? Lahko ti povem tukaj, da je to ena izmed 3 osnovnih barv, ki jih poznamo. In ena izmed teh osnovnih barv je rdeča, ampak rdeč je že paradižnik sam. Potem pa imavaš dve osnovni barvi. Rdeče, rumeno pa modro. Ja, rdeče, rumeno in modro ima osnovne barve. Zdaj, ena izmed teh barv je tudi barva cvetov paradižnika. Ja, modra ali pa rumena. Modra ali pa rumena. Kje se ti zdi bolj verjetno? Ja, bolj rumena po mojem. Bolj rumena. Misliš, da modra, da ni? Ne bi izgledalo, da bi na vrtu bila ena modra zraven, ne? Torej, praviš, da je rumena tvoj zadnji odgovor na vprašanje, kakšne barve so cvetovi paradižnika. Ja. Rumena je pravilen odgovor. Rumena je pravilen odgovor. Ja, rumena je, ne? Piči. Tako, tukaj se skrivamo pred skoraj dežjem in iščemo še koga, ki bi igral z nami. Jaz mislim, da tame... Opa, sorry. Skoraj je bila nesreča. Ampak ni bila, ker smo imeli sreča, tako je ponavadi na TV3-ju. Gledate kviz Poberi v mestu. Ne. Tole, lej, tole. Tako, ja. Počak, ne. Počak, ja. Pa povej. A dam še dol, prosim, tole, ne? Igra 2, pa udar, pa počak. Ajde. Igra 2. Igra 2.
A bo v redu? Jaz mislim, da bo, ne vem. Katera žival je predstavljena v Schrödingerjevem miselnem preizkusu v kvantni mehaniki? Schrödinger, katera žival? Če si predstavljaš, on je uporabil to žival v tem smislu nekako, da reče, je v škatli lahko, ne, ta žival. In dokler ne odpreš tega, ne veš, a je noter, a ni noter. Tak je ljubljenček od živali, ki jo lahko umestimo Maček. v Schrödingerjev preizkus. Maček? Mačka, misliš. Schrödingerjeva mačka. Ne. Mislim, lahko da je, lahko da ni, ne? Aj Schrödingerjeva želva, mačka. Pa nekje med tem domačimi kanarček Schrödingerjev, ne vem. Začela sva z mačko, torej. Torej, rekla sva mačka na začetku, nekako je da bila to tvoja instinktna zadeva, prva, ki si jo rekla. Imaš mogoče še kakšno drugo zadevo v mislih, ali bova šla s tvojimi instinkti? Mogoče še miška, ampak mislim, da bo rekla mačko. Sprav, miš ali mačka, eno ali drugo. V redu, te dve greta z roko v roki. Torej, mačka je tvoj zadnji odgovor. Mačka je tudi pravilen odgovor. Boljš kot miš, ne? Definitivno. Boljš kot želva, 100%. Si sploh dubiš, da zdaj kakšno nedožno žrtev ali sem jaz ta prva? Ti si ta zadnja, upamo. O moj bog. Kar najc mi reci. Tako ne lepo še pečeš. Okej. A sem na mir? Jaz. Beri v mestu odjava prvič. Ja. Tako, dragi moji, današnjemu kvizu smo prišli... Kva? A lahko še enkrat? Tako, dragi moji, današnji kviz je pri koncu. Mi smo se Stari, jaz sem retoričen retard, po mojem. Ja, če ne izgovorim, ne artikuliram scene. Ja. Tako, dragi moji, današnji kviz je pri koncu. Mi smo se zabavali, upam, da ste se vi tudi zabavali. Naši udeleženci so se definitivno zabavali, ker drugače enostavno ne gre. Glejte nas tudi prihodnjič na TV3 in se vidimo.